V oddaji pa že pozdravljam Katjo Kolarič in Nežo Blažič, študentki Akademije za ples. Živjo. Živjo. Preprosto vprašanje za obe. Zakaj vpis na Akademijo za ples? Jaz bi rekla, da je bila akademija zame na pravem mestu v pravem času, ker si v bistvu prej dolg časa, kakor si ne bi upala, si nisem priznala, da bi se rada res ukvarjala samo s plesom. Tako da sem bila v bistvu pred akademijo na enem potovanju, ki mi je dalo misliti, sem prišla nazaj, sem rekla, ok, zdaj pa to. Je bila audicija za akademijo, sem šla in zdaj sem tukaj. Kakšna je pa tvoja zgodba? Torej, zame je bila pa akademija nek nov cilj, neka nova motivacija. Želela sem se seveda tudi plesno izpolniti, tehnično in vsekakor sem si tudi želela univerzitetne izobrazbe. Razložite nam, iz kakšnih plesnih backgroundov, ozadij prihajate. Jaz sem v bistvu začela s plesom že v vrtcu, ampak to ni bila moja ljubezen na prvi pogled, tako da sem v bistvu rabila kar nekaj časa, da sem v bistvu pol začela se bolj posvetiti hip-hopu in showdancu. Sem tudi tekmovala. Potem pa sem nekako v bistvu šele pri 20-ih začela spoznavati modern in sodobno, tako da potem sem pa se v to zaljubila. Ja, torej moja plesna pot se je začela v nižji baletni šoli v Murski Soboti. Potem sem začela tudi z jazzom, showdanceom, disco-dancom. Redno sem tudi tekmovala preko Plesne klube Slovenije. Izobraževala sem se takrat v plesni šoli Zeko in pa Urški. No, potem sem se pa odločila, da bom začela obiskovati konzervatorij za glasbo in balet v Mariboru. Tam sem seveda imela predmet modern. Mojca Usar me učila in takrat je bilo konec in zaljubila sem se v ta stil, neko to drugačnost. In potem me je ta pot nekako vodila do sodobnega plesa. Kaj bi vidve svetovali, zdaj ste študentki Akademije za ples, zakaj ostati v Sloveniji, zakaj študirati v Sloveniji in ne odpotovati na študij v tujino? Neža. To sem se v bistvu tudi sama spraševala, ja, ko sem začela s to akademijo, zato ker ta akademija je na začetku. Smo tudi mi malo poskusni zajčki, pa tako, ampak skupaj rastemo, se mi zdi. Zelo. Ja, in v bistvu predvsem zato, ker Slovenija, mi smo zelo dobri v plesu, imamo zelo dobre pedagoge in treba je samo nekako se povezati, stopiti skupaj in ta akademija ima res lahko dobro prihodnost. Slovenski pedagogi, ki delajo z vami, že recimo vidijo v vas tudi mogoče neke bodoče sodelavce v njihovih plesnih predstavah. Imate že kaj dogovorjeno? Zaenkrat še ne, ampak dobivamo tudi vedno več pohval in tudi vedno več spodbudnih besed, tako da vsi upamo, da bojo nam odprli svoja vrata in nam dali priložnost. Vseeno, da se še malo vrnem nazaj, kaj je bilo tisto bistveno, da ste se odločili ostati tukaj? Finance, pedagogi, Slovenija, domotožje, kaj? Zame predvsem finance, na žalost. Zame pa mogoče samozavest, da mogoče nisem bila še dovolj samozavestna. Zdaj sem mogoče bolj, ampak na začetku pa še nisem bila toliko, da bi šla poskusiti v tujino. In kakšni so cilji po končani akademiji, recimo? Iti še naprej, se podati na audicijo v kakšno kompanijo? Moj oseben cilj trenutno je predvsem se čim bolj izboljšati v času akademije, tako da v bistvu cilja po akademiji še nimam, ker bom sprot tudi videla, kam me bo nesla in tako, ampak zagotovo v plesu naprej in samo gor. Katja? Ja, tudi jaz imam zdaj cilj dokončati akademijo in se čim bolj zrasti v tej plesni smeri. Želim tudi med akademijo začeti ustvarjati sama in tudi bi se rada že pridružila kakšni, ne vem, slovenski kompaniji. Kako so pa starši reagirali na to, da sta dejali, da se vpišeta na Akademijo za ples? Ja, moji starši mene že celo življenje podpirajo v bistvu v plesu. So že bili malo skeptični, ker pač je zelo težko uspeti v plesu, ampak me to ne gane, pač niso bili ravno navdušeni najbolj, če iskreno povem, ampak jaz sem se tako odločila, to želim delati. Je to to, Neža?
Ja, mene v bistvu starši tudi podpirajo že od vsega začetka 100%. Je pa resno, pred akademijo sem v bistvu študirala psihologijo, sem se bolj to osredotočila in mogoče je bila takrat iz njihove strani malo tista sigurnost, no, da bo neki tukaj pa, joj, kaj pa, kako pa, ampak ne, še vedno je pa 100% podpora. Kako pa gledate na vajne predhodnike oziroma na vajne soplesalce iz zgodovine? Nekateri verjetno se še vedno udejstvujejo na raznih državnih in evropskih prvenstvih, ste okusili tudi vidve, a ne, ta čar tekmovanja. Kakšen je zdajle mogoče z akademske strani pogled na to tekmovalno plesno sceno? Katja? Ja, seveda se mi zdi, da v plesu je vedno neka tista skrita tekmovalnost. Tudi me med sabo, ampak ta tekmovalnost, če je zdrava tekmovalnost, je tudi v bistvu ti daje neko motivacijo, da moraš še nekako sili naprej. Jaz moram reči, da odkar sem zdaj v tem sodobnem svetu plesa, sem malo ven padla iz tistega sveta. S čim vidve lahko recimo naredite promocijo, da je vendarle fajn, da se izobražujejo v Sloveniji? Torej, jaz sama pri sebi vidim, da sem se zdaj na akademiji res izboljšala. Dobila sem drugačen pogled na svoje telo, tudi razmišljam drugače o plesu in nasploh o vsem, v glavnem. Meni je dala akademija zelo veliko praktičnega in tudi intelektualno sem se zelo pozitivno. Velikokrat sem že slišala, pa tudi sama sem bila včasih mnenja, da če veliko treniraš, pa se izboljšuješ, se je fizično potrebno, pa akademije mogoče tudi narabiš, pa mogoče potrata denarja, časa, kakorkoli, ampak ti res da nekaj več, no, ker to, kar je zdaj tukaj na akademiji, pa s katere strani zdaj spoznavamo ples, je čist nekaj drugega, kot prej, ko so bili samo treningi. Kaj menite naredi dan današnji dobrega plesalca, dobrega plesnega performerja? Meni se zdi predvsem to, da mora dobro poznati sebe, svoje telo, kako deluje, ker se mi ne rabiš biti v vsem perfekten, dokler v bistvu sebe toliko poznaš, da tiste stvari, ki so dobre, da jih še izpopolnjuješ in narediš še večje, tiste, ki so pa slabe, pa mislim prav tako, da se izboljšujejo. Katja bi dopolnila? Ja, v bistvu se strinjam čisto z Nežo in predvsem to dati sebe, plesati za srcem in dati nekaj ljudem, nekaj več, ne samo gibi, ampak nekaj več. Pri sodobnem plesu ni to, da moraš ti razumeti, kaj se dogaja ali pa kaj, ampak samo to, da nekaj vzbudi v tebi noter, neke občutke, karkoli že, da to je to, je bolj dosežen. Kaj ti občutiš kot plesalec, ne to, kar gledalec. Mislim, da je to potem več pomembno. Neža, in potem te občutke mogoče zapišeš v tale blog, ki si ga prinesla. Ja, res je. Res je, dobro. Neža vedno piše. Neža vedno piše, to je zate značilno. V bistvu, pišeš in plešeš, oziroma plešeš in pišeš. V bistvu je to izhajalo iz tistega, kar sem rekla, da se mi zdi, da dobrega plesalca naredi to, da sam sebe dobro pozna. In zato sem se tudi odločila, ko sem se začela resno posvečati plesu, sem začela pisati plesni dnevnik in zato sem ga danes s sabo prinesla. Ga imam vsak dan s sabo, vedno zapišem, karkoli se mi zdi pomembno in potem tudi za nazaj berem, na ta način spremljam svoj napredek in tako. Deliš tudi z javnostjo svoje zapiske? Sem razmišljala, ampak sem pol tudi malo brala, pa zaenkrat še ne. To se pravi, če bi te zdaj poprosila, da odpreš in prebereš en stavek, bi šlo, ne bi? Ne, mogoče. Si odprla, tam preberi, kjer se je prst ustavil. V redu. Začni tam, kjer si prejšnjič končala. Katja, kaj se skriva tukaj v tvoji to pa je moj kristal. Vrečki oziroma, ja, boš povedala kristal. Ja, to mi je podarila mama za rojstni dan. O ja, velik kristal. Ja, verjamem, da mi prinaša srečo in me varuje. Ga nosiš s sabo v torbici? Ne velikokrat, samo ob pomembnih dogodkih, ker je zelo težko. Hvala obema, ker ste bili gosti oddaje Parada plesa in želim vam vse dobro.
Hvala za povabilo.